Kaj vam, dr. Gabrijelčič, pomeni dejstvo, da je rastoča knjiga zaživela tudi v občini Semič? Veliko me pomeni, ker jaz sem že od mladih nog spoštoval Belokranjce, tu so bili pomembni ljudje, ki sem jih jaz poznal. In recimo po vojni, drugi svetovni vojni, so bili 3 ključni direktorji v Novem mestu, to se pravi gospod Andrijanič, gospod Levičnik in pa gospod Kočevar, ki je prav iz občine Semič. In seveda sem vesel, ker praktično tudi na naši južni meji je zdaj rastoča knjiga in upam, da bo rasla in živela naprej. Ob rastočih knjigah v Sloveniji se zelo dobro razvijajo tudi Združene rastoče knjige sveta. Tako je, ne? Še letos bo pristopila k temu gibanju tudi Gruzija in pa za drugo leto se pa predvideva Kitajska in pa Nemčija. Tako da širimo to medsebojno povezovanje ne samo na slovensko raven, ampak tudi na mednarodno raven. Zelo zanimiva kulturna prireditev je bila zdaj v Semiču in predlagam, da si jo kar ogledamo. Naj vas naslovim na začetku z drage prijateljice in prijatelji knjige in od danes naprej tudi vaše rastoče knjige. Torej, spoštovana in cenjena gospa županja magistra Polona Kambič, spoštovani idejni oče rastoče knjige dr. Janez Gabrijelčič, lep pozdrav seveda tudi avtorju Janezu Vajsu, spoštovani občinski svetniki in svetnice, dragi učitelji, učenci ter nastopajoči in vsi, ki ste v bistvu prispevali k izvedbi današnjega dogodka, spoštovane občanke in občani. Dovolite mi najprej, da vas seveda pozdravim v svojem osebnem imenu in pa v imenu Državnega sveta Republike Slovenije, drugega doma slovenskega parlamenta. Državni svet je, kot smo danes že nekajkrat slišali, že od samega začetka častni pokrovitelj vseslovenskega projekta, ki v letošnjem letu praznuje 16 let uspešnega dela. Od danes naprej postaja del gibanja Rastoča knjiga tudi občina Semič. Rastoči knjigi se pridružuje mi temu pravimo, na enega od najlepših možnih načinov. Z izdajo monografije avtorja Janeza Vajsa, ki govori o Semiču, o njegovi bogati in zanimivi, ter tudi na vse plemeniti preteklosti. Preteklost je namreč pomembna za razumevanje sedanjosti in jo vodijo za ravnanje v prihodnosti. In ker so knjige nosilke znanja in modrosti, je prav, da jih čim več beremo. Na ta način s pomočjo knjig rastemo kot posamezniki, kot občani, kot državljani. Knjiga mora ostati za nas Slovence še posebna svetinja. Namreč s prvo tiskano knjigo se je namreč pričela utrjevati naša nacionalna identiteta. Prva knjiga nas je postavila na kulturni zemljevid sveta in danes imamo v slovenščini bogato razvito književno ustvarjalnost na leposlovnem, strokovno-znanstvenem in publicističnem področju, ki nas postavlja ob bok vsem velikim številčnejšim narodom. Eden od pomembnih ciljev projekta Rastoče knjige je pomagati pri oblikovanju nas preprostih Slovenk in Slovencev, ki so kulturno osveščeni, široko razgledane osebnosti, pokončni posamezniki, ki se bodo s spoštovanjem do preteklosti in zavedanjem sedanjosti znali spopasti z težkimi in pomembnimi izzivi v prihodnosti. S knjigo v roki, na temelju vrednot, ki so nam jih in nam jih še pripovedujejo naši veliki intelektualci, smo lahko tudi mi boljši. Lahko napredujemo, rastemo in se razvijamo naprej in to pospešeno skupaj z našo prečudovito deželo, v kateri živimo. S pridobitvijo lastne države, katere 25. obletnico obeležujemo letos,
je bil vzpostavljen še zadnji nujni pogoj, da lahko še bistveno hitreje rastemo, kot nekoč, ko smo bili pogosto zatirani, omejevani ali celo obsojeni na propad. Tako s projektom Rastoča knjiga poudarjamo in sporočamo, da smo in ostajamo narod znanja, kulture, odličnosti, narod rasti. Ti poudarki so izjemnega pomena, kajti ni večje nevarnosti, kot sta poprečnost in neznanje. Ali kot je zapisal naš idejni oče projekta dr. Janez Gabrielčič, Rastoča knjiga je simbol, ki nenehno spodbuja k človekovi rasti, medsebojnemu spoštovanju, k strpnosti in k dobremu. Spoštovani občanke in občani Semiča, tudi občina Semič ima marsikaj povedati in marsikaj pokazati svetu. S pridružitvijo projektu Rastoča knjiga se bo glas o preteklih in prihodnjih dosežkih Semičanov širil še hitreje. Vse, kar boste zapisali v vašo knjigo, bo v vaš in v naš ponos. Rastoča knjiga je že sedaj nosilka številnih misli, ki nas usmerjajo na pot znanja, spoštovanja, medsebojnega razumevanja. In nekaj smo jih danes tudi že slišali. Z Rastočo knjigo imamo možnost postati boljši in uspešnejši kot posamezniki, kot občani in kot državljani. Vsemu temu pa zanesljivo sledi uspešna družba, v kateri želimo živeti, v katero spoštujemo in s tem tudi država. Vse to pa je tisto, kar Slovenija v vseh obdobjih, lahko pa rečemo tudi v tem obdobju, še posebej potrebuje. Občina Semič, spoštovana županja, čestitam vam pri pridružitvi projektu. Naj ostanejo bogata zgodovina in plemenito izročilo prednikov, ki so živeli v Semiču in okolici, neusihljiv vrelec novih listov Rastoče knjige občine Semič, kamor se bodo zapisale nove misli, nove ideje, novi dosežki, novi cilji, novo vse to, kar si mi želimo vsem našim zanamcem. Hvala. Spoštovani, Rastoča knjiga se je začela 1.1.2001, ko se je začelo novo tisočletje. Tako da tukaj nimamo problemov s tem datumom. Videli smo, da velike države zaznamujejo ta prehod iz enega tisočletja v drug za gradnjo velikih objektov, kot so Millennium Tower, Millennium Bridge, Millennium House in podobne. Ampak mi smo pa rekli, kaj pa mi? In večina je rekla, ja, mi smo komaj prišli, zdaj smo nova država, kaj ćemo mi, denarja nimamo, ampak smo le rekli, ampak nekaj pa dajmo obeležiti. To je malo generacij, ki imajo to nekako priložnost, da živijo v času tega znamenitega prehoda in smo rekli, dajmo mehno narediti, pa naj potem pa raste ta spomenik. Ja, kako bo rastel? Bo rastel, bomo se zmenili kako. In smo rekli, da v zgodovini je imela zelo pomembno vlogo knjiga. Knjiga nas je povezovala, ker nismo imeli kraljev, nismo imeli vojskovodij, nismo imeli skratka svoje države in knjige, ki so bile tiskane ali v Mariboru, ali Ljubljani, ali Gorici, Celovcu, so se izmenjavale in tako je knjiga odigrala neko državotvorno vlogo. In smo rekli, naj naredimo spomenik knjigi, ampak knjige cenijo tudi drugi narodi, kot recimo Judje ali pa Indijci ali pa tudi Arabci. Pa smo rekli, pa dajmo pa inovativno Rastočo knjigo imeti. In tako smo se zmenili, da bomo pomnik Rastoči knjigi naredili, ki jo predstavlja ta naša deklica z Rastočo knjigo v Ljubljani, ker je to bil vsedržavni projekt in mora biti seveda vsedržavni projekt imeti tudi potem spomenik v prestolnici, ne? Tako da imamo
v Ljubljani to rastočo knjigo, imenovano Deklica z rastočo knjigo, in ta knjiga vsako leto raste za 2 centimetra in na tistih poviških je neko pomembno sporočilo napisano, ne raste samo fizično ta deklica, ključno je, da ona tudi duhovno raste in s tem tudi simbolično naj bi rastli mi. In poglejte, enih par takih sporočil, misli vam bom povedal, ne samo teh, ki so pri deklici, ampak te misli se pojavljajo potem tudi po drugih rastočih knjigah v Sloveniji in upamo, da bo podobno tudi v Semiču. Tako je recimo to sporočilo zelo pomenljivo. A neko uro se je prebudila beseda, sproščevalka čudotvorna, ki sta ogenj in vihar pokorna in vsega prav do dna je presvetlila. Vidite, kako pomembna je beseda. Lahko dvigne, po našem naj bi motivirala, lahko pa tudi seveda človeka rani. Zato imamo to pomembno sporočilo tudi, da naj v našem vzdušju vladajo lepe misli, prijazne besede in inovativna dejanja. Potem, recimo, to je tudi zelo pomenljivo, da edino ljubezen bo rešila človeštvo. Ali pa v knjigah so doma zakladi sveta, zato sta bralec in knjiga najžlahtnejši par. Ali pa recimo, tudi to je zelo lepo rečeno, knjiga je tako pomembna, da brez knjige ni pravega doma. Tako da lahko rečemo, da knjiga, ta rastoča knjiga naša, služi izobraževanju vseh 2 milijona naših Slovencev, naših državljanov, na en poseben način. Vsi so vabljeni, da pri tem projektu sodelujejo. Zato smo danes lahko zadovoljni, da imamo med sabo prvega človeka državnega sveta, ki vodi, koordinira ta projekt na državni ravni. Zato vi pristopate danes k vseslovenskemu projektu in zato se mi zdi pomemben ta dan, 4. 11. in ta ura od 5:30 do 6:30. Tukaj se dogaja nekaj pomembnega. Na začetku seveda je to še malo čudno, ampak tam, kjer so začeli že to in traja že leta in leta, je to prišlo do vseh ljudi, počasi, počasi. To niso povabljeni samo mladi ljudje, tudi upokojenci in upokojenska društva so zelo agilna pri tem. In tudi naša želja sedaj je, da pristopi k temu projektu na tak ali drugačen način vseh 3780 prebivalcev, občanov. In jaz sem prepričan, z ozirom na to, da ste se pripravljali, in županja je rekla, 2 leti je v njej to zorelo, da boste počasi prišli do tega, da Slovenci rabimo eno tako dolgoročno vizijo, da moramo biti narod znanja, ki teži k temu, da ne bo samo en povprečen narod, ampak da bo šel od kakovosti k odličnosti, k nadpovprečnosti, k vedno boljšemu, najboljšemu. Tako da jaz bi poudaril na koncu, na čudovitem kraju je občina Semič. Tukaj se združujejo dinarski svet, alpski svet, tukaj imamo že občutek in čutiti morje in narava nekako je povezovala. In naša želja je tudi, da bi pod to Semiško goro in še po drugih krajih, podobno kot imamo združeno sneg in vino in trto, da bi tudi ta projekt bil uspešen. Hvala lepa. Ko pomislim na knjigo v svojih zgodnjih otroških letih, se spomnim svoje prve knjige, ki sem jo dobila za 9. rojstni dan od svoje tete, Andersenove pravljice.
Brala sem jo in brala, dokler nisem prišla do konca in potem še mnogokrat od začetka, Bog ve kolikokrat. Za osebne praznike mi je potem podarila še slovenske narodne, Grimove pravljice, zbirko pravljic Deklica in kač, in te knjige so bile zame takrat v tistih letih pravo bogastvo, ki sem ga hranila in čuvala. Vse do danes. In ne glede na to, da so te knjige poleg mene brali tudi moji nečaki in nečakinje in tudi moji otroci, jih imam še danes na svoji knjižni polici in jih hranim, da jih posodim svojim vnukom. Pomemben vtis pa je pred 2 letoma name naredila nekoliko drugačna knjiga, rastoča knjiga. Na podiplomskem izobraževanju je študentom, med katerimi sem bila tudi jaz, filozofijo rastoče knjige predstavil dr. Janez Gabrijelčič. Poslušala sem ga s vso pozornostjo, koncept projekta me je tako navdušil, da sem sama sebi takoj dejala, to je nekaj, kar bi bilo dobro prenesti in širiti tudi v Semiču. Kot županja sem se zato še bolj zavedla svoje odgovornosti in dolžnosti do svojih občanov, predvsem do naših najmlajših, da jim v teh časih, ko vse več govorimo o krizi vrednot, o etiki in morali, preko svojih javnih nastopov poskušam posredovati način razmišljanja, ki bi jim pokazal, da še obstajajo vrednote, zaradi katerih se je vredno truditi in delati, ki ti pomagajo odkriti, kaj je življenju res vredno. Od tedaj tovrstne teme redno vpletam v svoje govore. Osebnosti naših najmlajših občanov se začnejo graditi že v otroštvu. Zato je vloga osnovne šole pri oblikovanju načina razmišljanja in delovanja naših otrok neprecenljiva. Tu sem vesela, da imamo v naši osnovni šoli mlad kader, ki bo koncept rastoče knjige z lahkoto ponotranjil, kot so to storile že mnoge osnovne šole po Sloveniji. Naši otroci bodo namreč enkrat prevzeli vse pomembne službe in mesta v občini, zato vse, kar počnemo, od urejanja infrastrukture, zagotavljanja materialnih pogojev in skrbi za vzgojo in izobraževanje, počnemo za te otroke, ki so danes v vrtcu in v šoli. Prepričana sem, da si skupnost skupaj z učitelji in vzgojitelji želi, da bi ti otroci enkrat postali, kot pravi dr. Gabrijelčič, celovite osebnosti s pokončno držo in vsestranskim znanjem. Ravno zato smo se tudi v naši občini odločili, da začnemo, da naredimo prvi korak. In začeli bomo s knjigo, ki zaznamuje našo daljno preteklost, saj hočemo vedeti, od kje prihajamo, da bi lažje rasli v bodočnost. In naj bo to začetek naše rastoče knjige Semiča. Gospod Gabrijelčič, hvala za vaš žar, s katerim nas vedno znova osvojite in navdušite, in hvala Državnemu svetu Republike Slovenije, da je prepoznal to plemenito idejo, ki jo podpira že vrsto let. Naj zaključim z eno pomembnih misli rastoče knjige, namenjeno prav vsakemu izmed nas. Naj ne mine dan, da ne bi naredil česa dobrega zase, za družino, za ožjo in širšo skupnost. Lahko si samo predstavljamo, koliko lepega bomo deležni, koliko zadovoljstva nam bo to prineslo in posledično lepši svet, ker bomo vanj širili dobro. Prijeten večer še naprej in hvala lepa. Svet živi za dan ljubezni, dan, ki da ti vse in vse ti vzame. Tega nikdar ne veš, kdaj prišel bo zate spet ta dan.